šel na poti nekaj s PTC-jem, ampak evo, dobrodošli v Domu na Krasi. Vsi gosti, pa tudi vsi aktivni govorci, sem zelo vesela, da ste se odzvali našemu vabilu, da spregovorimo o tej problematiki, v bistvu, ki je nekako upadla v nekem trenutki tudi v našem procesu preobrazbe zavoda. Namreč od lani, leta 2020, smo začeli s preobrazbo, to pomeni, da bomo preselili storitve v skupnost. Zastavljene imamo zelo ambiciozne cilje in to je sicer preselitev 70 ljudi. Ne lotevamo se tega prav brez izkušenj, kar nekaj izkušenj že tukaj imamo. Pravzaprav že 52 ljudi živi v skupnosti. In do zdaj smo se, naša praksa je bila, da smo se posluževali pri aplikaciji zdravil pravzaprav tega, da so zdravila pripravljale medicinske sestre, dajali so in še danes dajo pravzaprav vsi profili nekako. Jaz bi si želela, da bi danes naša okrogla miza prinesla neke rezultate oziroma neke dogovore oziroma neki napredek, korak naprej na tem področju. Zdaj bom nakratko predstavila. Z nami je Bojan Perše, koordinator duševnega zdravja v skupnosti na Centru za socialno delo Gorica, Dejan Dobrilovič, stanovalec našega zavoda, Bogdana Željna Furlan, naša kolegica, namestnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo. Zdaj Draga Štromajer, strokovna delavka na zbornici zdravstvene nege in babiške, se opravičujem, in Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, ter Nada Majger, predstavnica iz Nine Pokoran, prav tako namestnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo. Z nami je pa še Andraž Kapus iz Inštituta za socialno varstvo, ki je tudi partner v projekti za preobrazbo zavoda. Tako da predajam besedo. Ja, vse No, pozdrav z moje strani vsem skupaj, pač gostom in povabljenim vsem. Mi dve s kolegico Tanja Vovk sva pač v delovni skupini, pri projektu sodelujemo prav to z aplikacijo zdravil v skupnosti in to je nominator zmeraj bolj trši orek. Kakor je rekla Urška, mi smo začeli že 2003 z bivalnimi enotami in na začetku, lahko vem, smo imeli 3 sestre, ki smo nekako to pokrivali, potem pa sestre odhajajo, vemo vsi, da pač jih je vedno manj. In zdaj smo prišli pač, ko gremo še večje, pač bi rekli več bivalnih enot, več stanovalcev izven v lokalno skupnost, zdaj pa ta problem še veliko bolj nekako postaja izrazit. Vemo, kakor tudi te naše profili, medicinske sestre, diplomirane srednje, je težko dobiti nove zaposlitve, mislim, nove kadre in nekako se je pojavil ta problem in smo ga začeli pač razmišljati, kako bi to rešili. Vse sorte ideje smo pač nekako dozivali in smo nekako prišli do tega, da bi bilo fajn, ker smo se pač na prejšnji skupini, da bi pač organizirali nekaj takega, da bi se to izpostavilo na nivoju republike, ker mislim, da to zadeva vse nas, ki delamo na tem področju in sociali v domovih, tudi v teh bivalnih enotah, nevladnih organizacijah, osebni asistenti, tudi pomoč na domu, to sem doživela sama, ko sem iskala skrb za starše. Tako da mislim, da pač to postaja vedno bolj poreč problem, sploh v prihodnosti, in da bi bilo fino, da bi se nekako vzpostavili, da pač ta problem izpostavimo vsem v javnost, da se s tem srečujemo in da bi najdeli en skupen rešitev, ki bi bilo kako bi rekla, da ne spravljamo sodelavcev v stisko, in pa tudi, da je tudi stanovalec varen, v obe strani. Tako da smo napisali tukaj, skupaj smo sestavili en tak primer, nekaj vprašanj in bi bila vesela, če bi pač potem o tem iztekli diskusije. Jaz samo še eno minuto, no, bi prosila še direktorje, se opravičujem. Pozabila, da pozdravim posle in vam nameni par besed. Dobro.
hudega. Pozdravljam se skupaj. Jaz sem vesel, da smo se v takem številu zbrali. Vesel sem, da imamo predstavnice iz zbornice zdravstvene nege, da je gospa iz doma Nina Pokorek, da imamo celo ekipo iz Hrastovca in imamo precej izkušnje iz same prakse, ko nam bodo lahko pomagali in bomo nekako združili, da eno skupno pot najdemo. Ker dosti stvari je, s katerimi se mi soočimo, mogoče kdo od kolegic že kakšno rešitev, dejstvo pa je, da tu problem je in da na ta način, kot smo zdaj peljali naprej, ne samo mi, mogoče tudi kakšen drugi zavod, da smo zmeri nekje na robu. Delamo pravo, ne, mi tega nočemo, mi hočemo delati zakonito, hočemo biti verodostojni pri temu, kar počnemo, zaradi tega je tudi ta danes, bi rekel, okrogla miza in jaz sem prepričan, da bomo kakšno rešitev našli. Tako da najlepša hvala vsem. Ok, pridružil se nam je še dr. Mira Možina, dobrodošel, tudi psihoterapevt. Ja, zdaj ta tema razdeljevanja zdravil, pa tudi same organizacije medicinskega kadra iz tega doma se je pojavila na raznih teh timskih sestankih, tudi znotraj vodenja projekta, tudi na samem terenu in tako naprej. Tako da smo potem rekli, da bi to temo mačkano odprli. Mi smo si malo pripravili nekaj izhodišče za debato, pa bi mogoče pri vsaki tako 3 sklope približno malo, pa bi malo na začetku en tako vodek naredil, pa bi vas pa povabil, da vsak par minut mogoče svoje tako videnje pa poglede pove, pa da se potem neka debata vzpostavlja. Zdaj v tem trenutku v Sloveniji ne moramo govoriti o neki celostni in zadostni podpori za ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ki živijo v skupnosti in potrebujejo neko dolgotrajno oskrbo. V skupnosti delujejo zdaj zelo različne službe, od patronažne službe, dispanzerijev, na centri za mentalno zdravje se zdaj spostavljajo, osebni zdravniki se soočajo s temi težavami, lekarne, osebni asistenti na pomočnem domu, koordinatorji skupnosti, psihiatrične bolnišnice imajo neke programe za vstop v skupnost in tako naprej. Vendar pa lahko na terenu vidimo, da to ne omogoča neke podpore, ki bi naslovilo vse potrebe, ki jih imajo ljudje s težavami v duševnem zdravju, ki živijo v skupnosti. Zdaj, posledica tega je, v primeru doma na Krasu, da ti ljudje potem, ki ne dobijo te podpore, da živijo v skupnosti, pridijo v dom na Kras. In zato nimajo neke druge možnosti pogosto kot institucionalizacijo. Tako, zdaj pa, kar pa mene zdaj zanima, da mi pomagate malo opisati situacijo, pa kako vidite te izzive pri zdravstvenem delu skrbe za ljudi, ki živijo v skupnosti in potrebujejo neko podporo, da živijo samostojno. Kje so glavne težave in te viri zdravstvenega sistema v Sloveniji za podporo ljudem, ki živijo v skupnosti. Zdaj pa mogoče, če Bojan je pripravil nek PowerPoint, pa mogoče, če ti začneš, pa bomo potem... Nekdo, ki zna vklopiti tale Lep pozdrav, ja. Predstavljen sem že bil. Jaz nisem vedel, da bo to tako zgledalo, tako zelo okrogomizno, to mi je prej Andraž to razložil. Če ne sem bil jaz zadnji na vrsti, ko so pogotovili, da sem edini, ko imam slajde, so rekli, bod ti prvi, da ne boš, ko so še spočiti, ljudje, da ne boš, da bi jo zdržali. Skratka, moj prispevek, jaz bom natrosil nekaj reči, nisem zdravstvenik, tako da ne bo čisto tako, kot kolegi, sodelovke tukaj, ki bojo bolj v to smer, ampak pač moj vidik kot koordinatorja, kaj jaz opažam na terenu predvsem, seveda, ker nisem iz institucije in upam, da bo kakšno vprašanje se odprlo ven iz tega, kar jaz poskušam biti pa ponavadi bolj praktičen. Predstavitev bo imela 3 sklope, kako vidim jaz stvar, ene 3 primerčke, čist kratke, da spet odpremo kakšno dilemo in kaj lahko zboljšamo, kakšne so možnosti, seveda to, kar jaz vidim. Najprej bi čestitev Domu na Krasu za pogumno odločitev deinstitucionalizacije.
gremo mi po svoje. In ko me je Urška klicala in sem začel razmišljati, kaj pravzaprav bi lahko jaz povedal, ker sem vedel, da prihajam v neko drugo špuro, sem rekel, vse to ni moja stvar, kaj se sploh gremo, zakaj ste me sploh vabili. Sem že rekel ja, tako da pol nisem se mogel zelo umakniti. Dostkrat slišim, in tudi jaz včasih tako razmišljam, pustimo zdravstvo naj opravi svoje, v končni fazi je psihiatr 11 let, hodi v šolo najmanj, pa še več zasluži. Jaz bom pa vrel denarno in to, kar sem bil učili na fakulteti za socialno delo, drugo me pa ne briga. No, pa to sem se malo pomiril in sem si rekel, ampak kakšno bo pa zaupanje med nami, če zdaj bo vsak kriv za sebe, seveda vsak ima svoje znanje in mora prevzeti svoje delo, ampak v končni fazi smo vsi odgovorni za vse in tudi kaj bo uporabnik rekel, če bomo na ta način razmišljali. Tako da en majhen, velik del tega procesa izhoda je tudi kako prenesti razdeljevanje zdravil. Meni je bolj všeč zdravljenje v skupnost. Zdravila seveda zelo pomembna, tam bom v nadaljevanju še druge stvari malo poudaril. Kdo bi to lahko počel, se je meni pojavilo vprašanje, a je res izvedljivo, da to počne samo kvalificiran kader, kdo bo odgovoren, če bomo laiki s svojim znanjem to asistirali. A zmoremo, imamo dosti energije, znanja in tudi zakonskih podlag, da bi to delovalo. Vemo iz različnih institucij, organizacij, da se nekateri striktno držijo, da ne posegajo v ta del, ne vem, pomoč na domu in tako naprej. A ni bolj varno potem takem ljudi zdraviti v instituciji, če ne znamo tega urediti, in pa kaj pa pravica posameznika, da sam zbira, se ni nič prisilnega, kar je tudi cilj tega, kar zdaj počnem. Vsi skupaj in to je naša skupna stvar. Kaj koordinatorji? Načeloma trepetamo, ko gotovimo, da se nekdo odločil, da ne potrebuje več. Napisal sem Moditena, saj mu je tako seveda veliko lepše, pa mu tudi verjamem, ker najbrž bi bilo tudi meni lepše, da ne bi jemal sploh nekaterih bolj agresivnih zdravil, kot sem tle navedel. Čakamo klic svojcev in ga seveda ponavadi tudi dočakamo, ko se zadeva začne posuvati. Iščemo psihiatra, mogoče bo njemu uspelo. Prevajamo dogajanje, nekateri tudi znova in znova. Prevajamo dogajanje v prvi meri seveda svojcem, ki ne čisto dobro vedno razumejo ali pa velikokrat ne razumejo, kaj se godi. Prevajamo dogajanje tudi vsem ostalim, ki okrog teh ljudi živijo, zato da razumejo, kaj pomeni in poslabšanje, da ne moreš človeka prvi dan prijeti in ga nekam odpeljati, da ga ne moreš zvezati in mu dati injekcijo in tako naprej. In to je en velik del mojega dela, moram reči. In tudi precej naporen. Zdaj po novem se naslonimo na Center za duševno zdravje, ker imamo dva predstavnika iz Nove Gorice, ki skupnostno psihiatrično obravnavo v zadnjem času res znatno pripomorejo, da predvsem krizne situacije lažje prebrodimo, ampak tudi, da do teh kriznih situacij seveda ne pride. Poiščemo pomoč pri nevladnih organizacijah in vseh ostalih pomembnih, gotovo ne moram zdaj vseh našteti, Draž je bil prej precej izčrpan. Seveda se naslanjamo tudi na institucije, na bolnico, na zavode. Ti ljudje najbolje poznajo, strokovnjaki iz teh institucij najbolje poznajo ljudi, ker jih gledajo 24 ur in nam kar dostikrat kakšno stvar rečijo. Kako je na terenu? Bom opisal 3 primere. Ančka, trenutno že 4. mesec v bolnici v Idriji, nekajletna borba že, 5 hospitalizacij proti voli. Tukaj je potrebno možu in sinu ves čas prevajati, kaj se dogaja in kaj to pomeni, če ona ne jemlje zdravil in kakšna je to bolezen,
zakaj je zdaj drugače, kot je bilo lani, predlani. Mož začenja razumeti, da želimo vsi pomagati, ampak enostavne rešitve seveda ni. Pomembno je, da jim stojimo ob strani in da razumejo, da nekih čarobnih palčk pa nimamo. In to je spet tista stvar, za katero ponavadi porabimo ogromno energije. Da ljudem dopovemo, da pač sistem pri nas je tak in da nekaj stvari lahko, prisila pa pač pride v res samo v specialnih trenutkih. Zdaj, tukaj moja polemika pri Ančki je ta, ker seveda jemanje zdravil je prostovoljno, kje je naša odgovornost, da bi življenje tega človeka lahko zapeljali malo drugače, predvsem pa kje je naša odgovornost do Ančke, da nikoli več ne bo tista Ančka, ki je bila, sin me odkrito prezira, saj nismo naredili nič. Zakaj to govorim? Ker v teh nekaj letih, ko ona ni želela imati zdravil in se jim zelo spretno izogibala, se je bolezen tako skronificirala, da je precej hudo že in da v 4 mesecih bolnice pravzaprav zdravniki ne morejo pogruntati, kaj bi še lahko naredili, da se zadeva vsaj deloma povrne, da bo lahko Ančka živela v skupnosti. Tako da, tle sem napisal njeno zadnje sporočilo, ona mi vedno piše, vidite, da je tudi kognitivni del že kar ranjen. Se pravi, kje je meja svobode, ki omogoča našo pravo svobodo bivanja? To je moja polemika v smislu, kdaj smo, seveda na kakšen način bomo še govorili, ampak kdaj smo dolžni pomagati, da se zadeve ne zapeljejo do te mere, da mi v bistvu, zato ker mi nekaj nismo znali, zmogli ali kakoli, temu človeku pravzaprav vzamemo svobodo. Ona je močno prikrajšana za svobodo in vprašanje, kako se bo zadeva končala. Po zakonu o duševnem zdravju gotovo veste, da morajo biti zelo tehtni razlogi, da se nekoga v nekaj prisili, bodi si hospitalizira ali karkoli. Pri njej 5 hospitalizacij je šlo skozi, 3 pa ne. Čas je pa tekel. Pri Evgenu, dolga zgodovina skizofrenije, zelo dobro sodeluje in z mano in z vsemi ostalimi, do trenutka seveda, ko se mu zadeva obrne na dol. Ob vsakem poslabšanju, ki je povezano z nejemanjem zdravil, praviloma gre v hospitalizacijo. V zadnjem primeru je odklonil depo, kar je spet njegova pravica, želel tablete in to je bil že znak za alarm, ampak spet ni se dalo z neko prisilo, tudi nismo želeli. Med seboj smo se povezali in človeka ujeli še v trenutku, ko je bilo dovolj zgodaj in s pravo psihiatrino bom rekel, da je dovolj motivacije uporabila, da hospitalizacija ni bila potrebna. Skratka, vsakič je vredno poskusiti. Včasih velja neka krilatica, ko se bo poslabšalo, bo šel človek v bolnico. Ja, to lahko drži, lahko pa tudi ne. Pri Blažu je bilo več neprostovoljnih hospitalizacij, morajo zapustiti stanovanjsko skupino, delovno mesto in še najemniško stanovanje. Zadeve so se res zapeljale nadol in odločil se je potem, da tudi zdravil ne potrebuje. Smo bili precej panični. Po posvetu s psihiatrinjo pa je kazalo, da, to je bilo predvsem njeno mnenje, da bo šlo tudi brez zdravil. Jaz iskreno nisem čisto temu verjel, ampak nisem pa strokovnjak. Starša smo mu kupila stanovanje, ker Blaž zdaj živi, nima prav zelo pospravljeno, ampak hospitaliziran pa ni bil že 3 leti, kar je v bistvu rekord do zdaj. Moj razmislek tukaj je, da res ne razumem vsega, zato nam včasih malo ponižnosti tudi ne škodi. Nekatere stvari so pač mečke nad nami. Tako, kaj lahko izboljšamo? Bojana bi zdaj
če se strinjaš, ker si tak lok naredil, pa bi pa te, kaj to govorco še malo naprej dal, pa se mogoče pa na koncu. No, vse smo še 2 slajda, lahko pol. Ja, ko bomo pa za zadnji točki. Če še enkrat ponovim, mogoče, ker Bojan je že imel nek lok, ki se ga bomo lotili, ampak zdaj na začetku mogoče, če bi sam vsak kakšno mnenje povedal, kaj vidite glavne težave pa vedi zdravstvenega sistema v Sloveniji za podporo ljudem, ki živijo v skupnosti. Pa če lahko kar. Jaz? Ja. Jaz bi tako povedal. Jaz sem bil v polju, sem bil zdravljen z nizkimi dozami antipskotikov. In pol sem prišel odpuščen iz polja, sem prišel nazaj v Izolo domov. In kaj je bilo? To je bilo, ker sem imel nizke doze in je rekel, parcan je bil, je rekel, ja, ona ta psihiatra verjetno očitno ne razume, da se treba doma skuhati, da moraš sam poskrbeti zase, da rabiš teče dozo. Jaz bi šel dozo, sem rekel, prav parcan, lepo bom se držal vaših navodil, je premalo, je rekel, res, premalo je terapije in pol mi je bilo boljše, pol sem pa zaživel na novo in sem funkcioniral dobro, psihično, ni da mi zvišal pretirano, malo mi je zvišal, in pa sem vel čas v redu. Zdaj ne vem, zakaj delate probleme s temi zdravili, da jih te zdravstvene, da nam drugi ne morejo dajati tablet. Jaz sem bil v hiši in en dan vidim, da ne smemo, da delavci drugi, razen medicinskih sester, ne smejo dajati zdravil. Ma kaj delaste probleme tam, ki jih ni, Ma kaj se gre za to? A ni vseeno. Medicinska sestra jih napolne, oni dajo in kaj? In pa reče Katarina, če so vinjali in to, bolj se vzame ven, da zapina in uno. Ma vinjali osteva se ne daje nobenih psihotropnih zdravil. In to ne vem, zakaj je ta komplikacija s temi tabletami, vedno novo. Ok, to je za dobre stolčnice za naprej. Ne vidim nobenega problema. Ki to iščete dlako v jajcu. To je ja. Bo pa tako specifičen problem naslednja točka, potem Bogdana, če da hvala lepa. Ja, da sem se skupaj. Kakor pač človek se izobražuje in za določeno delo se pač človek izobrazi. Tako je medicinska sestra izobražena, da je kompetentna se nauči teh posegov, jih pač obvlada, naredi tudi strokovni izpit in pač tisto obvlada. In to je tudi delitev njenim kompetencam in tudi delitev zdravil. Ker tudi zdravile treba poznati. Ti moraš vedeti, kakšni so stranski učinki, kaj se lahko zgodi, da tistemu človeku, če se to pojavi, da lahko tudi pomagaš. In kakor je rekel že gospod prej, če se zdravila ne pije predolgo časa ali parkoli pride odklonov ali pa poslabšanje bolezni, je pač treba pomagati. Ali treba, kakor je rekel, poiskati center, pomoč zdravnika. Ja, samo nekateri ljudje pa ne vidijo, da rabijo pomoč in potem pride do tako deleč, da pride do prisilnih hospitalizacij. Se obrnemo hitro na medicinsko. Jaz bi vaju prekinil, da ne boste imela te specifične debate. Zato je. V skupnosti se, Zato je pač potrebno, da tudi ljudje, ki boste šli v skupnost, oziroma vi ste že, da imajo možnost pomoč pri tem. Tisti, ki zna sam, ki se nauči, ni noben problem. Problem je pa tistem, ki potem pride do zlorabe. Problem je pač kompetentna medicinska sestra. Medicinske sestre vemo, da ni zadosti, pač normativi so taki, ko so, že z prejšnjega stoletja. Za ta poklic se odloča vedno manj ljudi in je pomeni tudi, da je vedno manj. In pač medicinska sestra ne more biti ena na ne vem koliko krajih. Nekaj je že mobilno. Zaposlimo več medicinskih sester, pa bomo rešeno. Ne moramo, medicinske sestre treba tudi plačati. To bi bilo super. Bomo to rešili takoj. No pa da je razpadno, ko vi vidite so situacije skupnosti, ne še to specifično o zdravilih, pa dajmo tudi najprej to nek okvir postaviti. Jaz poznam zdravila, farmaka od ena, od A do Ž, vse.
Super, zdaj bom pustili še, da bo gospa dobila Dobro, besedo. Mi smo že prijatelja, zato ker ste rekel zelo pozitivna stvar. Zaposliti moramo več medicinskih sester, vse povsod, ker so potrebe skozi večje, ker so vsi skozi bolj staramo, smo dolgoživa družba, imamo samo en problem, nimamo jih. In zato, ker jih nimamo, moramo iskati rešitve, moramo izobraževati tiste, ki nam tukaj lahko pomagajo. In gospod Bojan, ste naredil tako lepo istočnico. Ja, to zdaj bilo vse v redu, ne? To zdaj bilo vse v redu. Zdaj se pa nekaj sprdnejo, pa nekaj iščejo probleme. Ja, ampak to je življenje takšno. Prinese nove izzive in mi gremo izzivom naproti. Bomo rešili. Jaz se vam najprej iskreno zahvaljujem za to, da ste dali priložnost tudi krovni organizaciji, ki združuje vse medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike, bolničarje, negovalce in je tudi regulator stroke, zdravstvene, babiške nege in oskrbe. Kaj to pomeni? To pomeni, da je to organ, ki je po oblastilu ministrstva odgovoren tudi za varnost in kakovost. Tako za zaposlene, ki v tej dejavnosti delajo, se pravi, mora biti organ, ki ščiti vse izvajalce, seveda mora biti pa tudi organ, ki mora skrbeti za to, da je vse, kar mi izvajamo, tudi za pacienta varno, narejeno strokovno, narejena po postopkih, kriterijih, protokolih, se pravi po strokovni doktrini. Zdaj, tisto, kar je bilo izpostavljeno, je to, da se pač družba spreminja, to mislim, da nam ni treba biti preveč filozofski, in tisto, česar ste se pogumno lotili tudi v vašem socialno-varstvenem zavodu, je ta deinstitucionalizacija. Absolutno je pri vsem tem potreba upoštevati pacientove pravice. Medicinske sestre razumemo pacient širši pojem. Bolnik razumemo kot bolnega človeka, pacienta razumemo kot celostno osebo, tudi takšnega, ki potrebuje preventivno dejavnost. Tudi zdrav človek potrebuje svetovanje, promocijo zdravja, zdravstveno vzgojo, zato da živi potem zdrav življenjski slog in to je za nas pacient. Mogoče bo ta današnja okrogla miza lahko, če bomo zapisali nekaj zaključkov, dobra istočnica, tako za Ministrstvo za zdravje, kot za Ministrstvo za delo. Tukaj sta dve ministrstvi, ki se morata srečati v dobro ljudi, v dobro človeka, v dobro tistega, ki ga bomo vsi skupaj preselili v skupnost in zanj poskrbeli. Ožji del naše skrbi je pač terapija in kompetenca medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice, tehnika zdravstvene nege, v nekem okviru tudi bolničarja negovalca je tudi aplikacija zdravil. Aplikacija zdravil po predhodnem predpisu strani zdravnika, nosilca zdravstvene dejavnosti in seveda tudi ob sodelovanju farmacevtskih sodelavcev. Priložnosti tukaj imamo ogromno, biti zaskrbljeni pa tudi. In bi morda zdaj jaz predala besedo moji strokovni kolegici, ki pri nas na zbornici zdravstvene babiške nege vodi oddelek za kakovost in varnost. Eno od pooblastil, ki ga naša zbornica ima, javnih pooblastil, je tudi izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, v katerih
mi precej pogosto srečujemo tudi odklone na področju zdravil. In mislim, da smo pravzaprav tisti del stroke v sodelovanju z medicino, ki moramo informacijo, ki moramo najti najboljšo rešitev, pa tudi mi imamo rešitve. Zdaj, seveda bodo rešitve v vsakem primeru povezane tudi z denarjem, tudi z doizobraževanjem, tak mislim, da bo to na dolgi rok pa tisto, kar bo pa konec koncev tudi ekonomsko vzdržno. Draga Este, prosim, če glede na to, da imaš zdaj res največ izkušenj s strokovnimi nadzori svetovanjem, da mi v povprečju vsako leto izvedemo po pogodbi 130 strokovnih nadzorov s svetovanjem, 30 sistemskih in 100 individualnih. Smo se preteklo leto ali pa to obdobje COVID-a zelo orientirali tudi na področje izvajanja teh nadzorov v socialno-varstvenih zavodih. To pa zato, ker so bili pritiski javnosti, inšpektorata, kogarkoli želite, zelo visoki, veliki in smo na tem področju seveda dobili tudi veliko odstopljenih prijav, ki smo jih bili dolžni realizirati z enim samim namenom. Ne, da bi kogarkoli pritisnili ob zid, ampak zato, da kamorkoli gremo, poskušamo poiskati rešitev, svetujemo, seveda napišemo tudi priporočeni ukrep, ampak ti ukrepi so izključno in samo zato, da bi se praksa izboljšala in da bi postala bolj varna. In bo naš velik namen dosežen, če bomo kdaj povabljeni tudi iz posameznega zavoda, ali zdravstvenega, ali socialno-varstvenega, na lastno iniciativo svetovanja, ker zagotovo nekdo, ki pogleda z balkona, vidi drugače kot nekdo, ki je znotraj te inštitucije. Tako da, draga, vam bo zelo na kratko razložila, katere kazalnike kaj spremljamo in kakšne rezultate dejansko na področju zdravil širom Slovenije, neodvisno od zavoda, bomo zelo nasplošno povedali, na področju razdeljevanja zdravil tudi opažamo. In bi si seveda to prakso želeli tudi izboljšati. Ja, hvala lepa, Monika. Tako kot je že predsednica rekla, mi skozi strokovne nadzore, ki jih sistematično izvajamo po neki vnaprej dogovorjenih kriterijih, pravzaprav področje upravljanja zdravili predstavlja eno, bom rekla, kar tako tveganje pri obravnavi uporabnikov. Pa če se omejim mogoče res samo zdaj v teh nekih podatkih, vseh je zelo malo, ampak mogoče smo pogledali socialno-varstvene zavode v zadnjih 3 letih. Spremljamo neke aktivnosti, ker ni samo akt dajanja zdravil, se pravi predpis pa dati zdravilo, ampak je v bistvu cel postopek upravljanja zdravil. Od tega, da je zdravilo naročeno, da je ustrezno hranjeno, da je pod nadzorom, da imamo poleg tega, da vemo, kdo je kompetenten za pripravo, razdeljevanje zdravil in potem tudi opazovanje učinka tega zdravila, je to kar neka cela paleta, ki jo imamo pravzaprav zaenkrat, 3 poklici, ki so nekako kompetentni, zdravnik, farmacevt pa medicinska sestra, vsak v svojem obsegu. Lahko pa se, kot je rečeno, v določene aktivnosti vstopa tudi kdo drug, če bi seveda to kompetenco se je preučil, naučil in da bi lahko delal tudi pod nekimi nadzorovanimi, kontroliranimi pogoji.
Zdaj, če pogledamo samo pripravo zdravila oziroma od tega, da zdravilo naročimo in da ga ustrezno skladiščimo, nadziramo, hranimo, smo pri nadzorih ugotovili kar precejšnja odstopanja. S tem, da moramo se zavedati, da je potrebno spremljati tako mikrookolje, kamor ga namestimo, spremljamo temperaturo, potem ob pripravi terapije moramo vedeti, ali zdravilo drobimo ali ga ne drobimo. Skratka, veliko je nekih postopkov in posegov, ki jih moramo predno to zdravilo sploh pride do uporabnika narediti. Lahko to naredi kdorkoli, lahko tudi farmacevt pripravi, recimo, če bi, recimo v lekarni, in potem bi to zdravilo lahko daste. Ampak nekdo pa mora nadzor nad tem imeti. Nadzor nekdo, ki je strokovno usposobljen in kompetenten za izvajanje te aktivnosti. Zdaj, mislim, tukaj je mogoče še ta problem, da morate spremljati tudi to, ali je zdravilo dejansko bilo zaužito ali ne. Tako, kot ste že prej rekli, nekateri tega ne želijo. Ampak je treba vedeti, zdaj medicinske sestre so, oziroma tudi v naših strokovnih navodilih je, da če dajemo zdravilo, če dajemo to v kontroliranih pogojih, če dajemo to v bolnišnici ali v socialno-varstvenem zavodu, pomeni, da moramo mi biti prepričani, da je oseba to zdravilo tudi zaužila. Moramo imeti nadzor nad tem, in moramo to ustrezno zabeležiti, oziroma, če se to ne zgodi, moramo pač poročati o tem in obvestiti predpisovalca oziroma nekoga, ki skrbi za tega uporabnika, da se to pač ni zgodilo. Sprav, opazovati to, da je vse zdravilo zaužilo in pa tudi, kakšne so posledice opazovanja potem naprej uporabnika, kaj se dogaja naprej z njegovim zdravstvenim stanjem. Tako da, mislim, odstopanja, ki so že zdaj prepoznana, ko delate ko gledamo recimo nadzore v institucijah, je teh odstopanj v samih postopkih veliko. Zdaj, zakaj do tega prihaja? Pravzaprav velikokrat so krivi organizacijski momenti, zato ker postopki morda niso organizirani tako zelo striktno skladno s strokovnimi navodili, priporočili, ali pa to hudo pomanjkanje kadra, ko se prilagajajo stvari, pa mogoče se zdravila pripravljajo naprej za daljše časovno obdobje, kar tudi ni najbolj primerno, da niso kontrolirani, da so neoznačeni, pride do zamenjave, teh odklonov, ki pravzaprav ugotovimo ob zamenjavi ali pa ob nedajanju zdravila ali pa prepozno ali pa neustreznih časih, je kar veliko. Zdaj, če ste bili zelo pozorni, tudi ministrstvo želi, da se spremlja kazalnik kakovosti napak oziroma odklonov pri uporabi, pri rokovanju zdravili. Ampak, če želimo do tega kazalnika prideti na način, potem moramo vedeti, kje vse so tiste odstopanja, ker veliko je tudi takih odklonov, ki jih pravzaprav ne poznamo, se jih ne zavedamo, zato ker so naše utečene prakse, utečeno delo je tako, da pravzaprav niti ne vemo, da v nečem odstopamo. Mi imamo medicinske sestre strokovno navodilo 10 P-jev, na kakšen način rokujemo pri tem, ko razdeljujemo, skrbimo za zdravila, skratka, cel postopek in tudi opazujemo, damo na pravi način, pravi čas, skratka, vemo, poznamo to. Če pa gremo skozi celoten postopek, smo odgovorni, tako kot je že Monika rekla, naša odgovornost je, da v bistvu delo, ki ga naredimo, za to delo tudi odgovarjamo. Zdaj, kaj damo pa potem, recimo na kakšen način bi to zagotovili drugače, seveda z vključevanjem, tako kot je bilo že rečeno, uporabnika pacienta, pacient ima seveda pravico, ampak če želimo nekoga drugega vključiti, nek nadzor, pravzaprav v vsakem primeru mora biti prisoten. Saj za shranjevanje, ko ste rekli, še zdravila, da so nekje shranjena, nekje mora biti to varovano. Zdaj tudi ne vem, na kakšen način, verjetno je to tudi dilema, na kakšen način pristopati oziroma kje hraniti ta zdravljena rezervija. Ali bo to pristopalo vsak dan sproti v to skupnost, ali bo to nekje hranjeno, ampak ja, v vsakem primeru mora biti nekje pod nadzorom. Tako mislim na kratko, zdaj ne vem, če kakšno področja
tako je tako poznamo. Vemo, katera so strokovna navodila, vemo pa tudi, na kakšen način se zdravila potem hranijo, kako se pripravljajo, kdaj se zdravila dobijo, kdaj se dajo recimo pod nekim prikrito aplikacijo, če imamo za to strokovne kriterije ali jih nimamo, skratka odstopanja, če mogoče v procentih ali pa nekako tako povemo, čist splošno, zato da se zavedamo, da to pravzaprav je problem upravljanja zdravili, je nekako, da dosežemo v povprečju, če govorimo od 0 do 100%, upravljanje zdravili je po naših kriterijih, ki smo si jih na zbornici zvezi v bistvu za strokovne nadzore nekako namenili, je tam okrog 55 do 60%. Ne pomeni, da področje je potrebno obvladovati z dodatnimi nekimi ukrepi oziroma nekimi priporočili izboljšati se pravi same postopke. Še enkrat lepo pozdravljeni, prihajam iz doma Nine Pokorn Grmovja, ki je zelo podoben vašemu, se pravi sprejemamo vsem stanovalce s težavami v duševnem zdravju. Res pa je, da imamo že kar precej bivalnih enot, kar imate verjetno tudi vi, in jaz bi zdaj mogoče samo pogledala našo izkušnjo, kako smo mi organizirali delo v teh bivalnih enotah, ki so manjše, pa mogoče bi to bilo zelo podobno nekemu življenju v skupnosti. Povsod je problem število medicinskih sester, tako kot sta povedali gospeja, idealno bi bilo, da bi bilo v vsaki bivalni enoti eno, ampak žal mi je. Imamo eno tako organizacijo, da je pa diplomirana medicinska sester. K sreči imamo pa še vedno več in diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, kot naprimer splošni domovi. Ta normativ je višji, da to imamo srečo, tako da imamo delo tako organizirano, da tudi na enotah in v bivalnih enotah ni posod medicinske sestre oziroma diplomirane. So pa one tiste, ki pa to vse, kar sta gospe povedali, kolegice, vodijo. Se pravi, in shranjevanje zdravil in priprava zdravil. Se pravi, izključno pripravljajo pri nas zdravila zdravstveni tehniki. Razdeljevanje je pa tisto, ki je pa problem. Tam pa ni dovolj kadra. Mi imamo bivalno enoto krasno, ki je 15 stanovalcev, ki jo vodi. Ona je uradno vodja, bivalne enote bolničarka in je krasna. Ona res živi z njimi. Seveda, ona ni po zdravstveni izobrazbi tista, ki bi pa bila kompetentna zdaj tudi za razdeljevanje. Pa seveda tudi v drugih enotah, tudi popoldan, mogoče dopoldan še kakšna medicinska sestra, pa popoldan je, po noči absolutno je vedno, v domu, ne po bivalnih enotah. Tako da smo to rešili, da sigurno zdravilo in sprejme in pripravi in potem skrbi za varovanje medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra. Vse ostale, mi imamo poleg bolničarjev, bolniških strežnikov, kot vi, tudi varuha, verjetno, varuh ena, varuh dva, ki pa nimajo vedno zdravstvene izobrazbe. Imajo, nekateri so bolničarji, nekateri tehniki, veliko pa ne. In smo naredili kot tako eno interno izobraževanje. Za naš boljši občutek, da te ljudi, da te osebe, da te zaposlene malo opolnomočimo, da se počutijo bolj suverene in prav te osnovne stvari. Se pravi, zdravila so pripravljena, gor je ime pa priimek, zdravila so zjutraj, opoldan, zvečer, koliko pač stanovalc ta zdravila jemlje, zaposleni na enotah, zaposleni v bivalnih enotah te naše stanovalce zelo dobro poznajo. Tudi vejo, kdo bi znal kaj skriti, kdo odklanja, takoj opazijo poslabšanje, ker to so stalni zaposleni. Tako kot pri svojem domačem sorodniku, ko takoj veš, da se nekaj dogaja. Tako da njih smo pa potem izobrazili in tudi jim pripravili ena taka interna potrdila, da so šli skozi neko interno izobraževanje samo za aplikacijo zdravil, samo tableta, nekaj drugega. Ostalo, mi imamo tudi popoldan diplomirano odgovorno, tako da v vsakem primeru se lahko vsi ti, ki so v bivalnih enotah, ki jih imamo 6 ali pa na enotah, vsak dan. Tudi sobote, nedelje imamo diplomirano in zdravstvene tehnike, tudi po noči še vedno obrnejo na njo, ampak ja, zdravila pa ponudijo oziroma razdelijo oni.
Zdaj, ena rešitev je tudi v skupnosti. Stanovalci so dokaj samostojni, lahko, mogoče rabijo samo nečko spodbude. Samo, v bistvu, mu bolničarka pa varuhinja, ki tam dela, samo ponudi, samo spomni ga, da to zdravilo vzame, v bistvu ga on samo vzame. Ne, da mu ona vzame tabletke ven, pa mu da, ampak samo ponudi tam to tablico in on samo vzame. Ja, smo pa vseeno vse te osebe na nek tak način opolnomočili, oni se počutijo bolj suverene, bolj varne, verjetno tudi, res naše diplomatske so res pripravljali vse tisto, kar je zelo pomembno, jih na vse opozorile, dobijo tudi potrdila. Sigurno je pa še vedno, in to oni vejo, tista zadnja, prva ali zadnja odgovornost pa naša. Najprej zdravstvene tehnika, ki to pripravi, pa potem seveda vodje, ki so diplomirane medicinske sestre, oziroma na koncu mene kot glavno sestro, vedno bom sprejela to odgovornost, da smo na tak način organizirali delo in za tem tudi stojili. Za enkrat se to nekako gre, dokler ne bo več kadra, da bojo pa lahko res medicinske sestre povsod tudi one delile. Mogoče bi dala še en primer iz pomoči na domu. Mi tudi vodimo za 4 občine pomoč družini na domu. Isti problem. Tam pa socialne oskrbovalke še manj lahko kakor en bolničar, čeprav imajo izobrazbo, ampak tam teh kompetenc nimajo. Smo se pa povezali z patronažno službo v Žalcu, ampak res te osnovne postopke, kot je na primer povijanje nog z elastičnim povojem, potem merjenje krvnega sladkorja izključno z aparatom ali pa merjenje krvnega pritiska tudi z elektronskim aparatom. Smo se pa z patronažno službo povezali, ker tudi patronažna služba vstopa ponavadi k istim uporabnikom, v katerih mi izvajamo nego. So pa oni organizirali to interno izobraževanje in tudi njim dale potrdila, tako da z nekim njihovim suportom potem te naše socialne oskrbovalke tudi se ne bojijo, da izmeri krvni sladkor, da izmeri krvni pritiska. Ampak seveda, takoj obvestijo svojce, oziroma kak je dogovor, da so to svojci, ali je to patronažna služba, če zaznajo kakršnakoli odstopanja, najprej v počutju, pa potem tudi, ko izmerijo. Mogoče nekratko, taka je praksa pri nas, zaenkrat, sigurno pa vedno težimo k temu, da je še boljše in se tudi trudimo. Če je kakšno vprašanje, sicer hvala. Ok, hvala lepa. Zdaj sem malo zmeden, a lahko ostane, ker če ne sem tako vrtel kotu, da smo malo videli. Malo sem zmeden, ker prvo vprašanje je bilo povabilo, da ne naredimo in splošnega, ker mi smo pa padli zdaj že tako v specifiko. Tako da lahko boje naredite, ne? Lahko boje, če splošte tako, ko si vstali, ne? No, pa bom začel splošnega okvirja, ki sem se tako pripravil. Tukaj je zelo blizu Trst, bliže kot Ljubljana. In v Trstu in v Gorici, ker so tudi moji starši bili, se je zgodila neka zelo dragocena stvar, ki se žal ni zgodila v Sloveniji. In to je Franko Bazalja in reforma te institucionalne psihiatrije v skupnostno orientirano. Zdaj, slovenska psihiatrija je zelo blizu, je imela to priložnost, da bi se takrat že v 70-ih letih povezala, pa se žal ni. In tako se je pri nas uveljavil zelo medicinski model. Zdaj, jaz sem 40 let že skoraj v psihiatriji in sem doživel to, hvala za krasno uvodno, kar ste povedal, da sem prišel do tega, da moram biti zelo ponižen. Ko se srečujem z Ančkami, Blaži, Evge in tako naprej, vsak je svoja zgodba. Vsak je svoja zgodba in tisto, kar seveda se je v svetu tudi pokazalo, je, da je medicinski model verjetno najslabši možni za obravnavanje teh ljudi. Zdaj, a je kakšen boljši? Ja, so boljši, ampak tudi ti niso zdaj idealni in dobri. Tako da imamo slabe, zdaj če malo karikiram, pa malo manj slabe pristope. Sigurno pa je, da je medicinski najslabši. Toliko škode, koliko je naredil na področju duševnega zdravja medicinski model in ga še dela s pretirano medikalizacijo,
s pretiranim predpisovanjem zdravil, z slabo in nekvalitetno diagnostiko. To je nekaj, kar zdaj vemo. Svetovna zdravstvena organizacija je rekla, važno je, da postanejo bolnice in pa sploh medicinski kader samo en majhen košček in glavno besedo in glavna stvar bi morala biti na drugem kadru. Seveda to ne pomeni, da zdravila in zdravniki nismo važni, ampak tukaj rečemo glavno besedo je zelo slabo. Žal. Zakaj je to? Zdaj, tisto, kar mogoče pozabljamo pri zdravilih, je recimo to, da imamo kup raziskav v placebo, ki kaže, da kemična spojina je manj pomembna od odnosa. Da, recimo, imate študije, kjer so bili psihiatri, ki so bili ocenjeni kot zelo dobri psihiatri in učinkoviti psihiatri, pa ste imeli psihiatre, ki so imeli slabe rezultate s pacienti. In zdaj so dali, ne da bi vedeli, tem dobrim psihiatrom sladkor. To se pravi, niso vedeli, ampak oni so dajali sladkor pacientom. Mislim so pa, da predpisujejo pravo zdravila. Medtem, ko slabi zdravniki, slabi psihiatrov, slabi učinki so dajali pa zdravila. Pokazalo se je, da so imeli psihiatri, ki so bili dobri, čeprav so dajali sladkor, boljše učinke kot slabi psihiatri, ki so dajali prava zdravila. To so stvari, o katerih bi se morali malo zamisliti. Naslednja stvar, kako je organizirana medicina? Medicina zagovarja take stvari, kot smo zdaj tu slišali. Nadzor, kvaliteta, strokovnost. Medtem, ko organizirana je podobno kot vojska. Na vrhu so zdravniki, potem so pa medicinske sestre, ki morajo počakati, da se vse to izvede. Seveda zdravniki smo pa tudi klasificirani od velikih šefov do specializantov. Zdaj, kako je z vojsko? Če gledate, kako sodobne vojske, ki so najbolj avtoritarni in pa hierarhični sistem delujejo, je tako, da so pravila zelo jasna, tako kot je bilo rečeno, strokovnost mora biti visoka in tako naprej, ampak na terenu, kjer se pa vojaki znajdejo v zelo nepredvidljivih situacijah, imajo pa proste roke. To se pravi, tudi tukaj je tako. Za vas, ki se znajdete na terenu, morate improvizirati. Ni druge. To bo vedno improvizacija. Vedno bomo naredili nekaj, kar je včasih dobro, včasih pa ni tako učinkovito. Mogoče to, da je dobil Blaž svoje stanovanje funkcionira, če bi pa Ančka, pa ne bi. Pa če bi bila brez zdravnika. In kako bomo zdaj se odzivali? Na terenu, a ne tako kot vojaki, moraš biti kreativen. Moraš biti kreativen, moraš odgovarjati na to raznolikost. Potem naprej, da vas upozorim, schizofrenija ni bolezen. To je stališče Svetovne zdravstvene organizacije, ni moje. Svetovna zdravstvena organizacija in vsi psihiatri, najboljši tega sveta, so sklenili, da schizofrenija je motnja. Pa to ni samo igra besed. Kaj je za tem? Za tem stoji to, da nihče ni dokazal za večino teh ljudi, ki dobijo to diagnozo, kako nastane, kaj je vzrok in kaj bi bila metoda zdravljenja. Ena bi bilo perfektno, če bi bilo, ampak to je blazno raznolika, zelo raznolika skupina ljudi, ena široka vreča, kjer je noter gotovo nek procent, kateremu lahko zelo pomagamo, če dobivajo redno zdravila, vendar je zelo velik procent teh ljudi, ki imajo to diagnozo, kjer to ni ključna stvar. Zato so tudi take razlike med Ančko, Blažem, Neugenom. In to se vedno znova kaže. Psihiatri so rekli, ker ne vemo, kaj je vzrok schizofrenije, kako nastane, ne bodo takrat motnje. Ko pa bomo dokazali, da je bolezen, tisti bo gotovo dobil Nobelovo nagrado, sigurno bo dobil, ampak še nismo tam, še vedno je motnja.
In ne vas upozorim, vedno bolj se kaže, da psihotične težave, tudi schizofrenija, tisti, ki dobijo diagnozo schizofrenija, so povezani s travmatičnimi izkušnjami ljudi. To je eden najpomembnejših etioloških dejavnikov. Ne razloži vsega, ampak razloži veliki del. To se pravi, da ne gre za to, kar si medicina skozi želi, da bo dokazala, da je v možganih ljudi, ki dobijo to diagnozo, nekaj narobe v tem delu možganov, v onem delu možganov, ampak da gre za ta... Patološko-anatomsko niso nič odkrili. Prosim? Patološko-anatomsko raziskave niso nič odkrili. Enoznačnega nič. Narobe. Enoznačnega nič je veliko hipotez, smo naravnih hipotez. To je tudi dobro vedeti. To se pravi, a lahko sploh govorimo o ljudeh, ki imajo duševne motnje kot o bolnikih. Tukaj pa zdaj pridemo na delitev področij v društvu. Če vas obravnava zdravnik, vi morate biti bolnik, če vam hoče dati bolniško, če vam hoče dati zdravila in če vam hoče predpisati kakršnokoli diagnostiko zdravljenja. Vi dobite status zaradi tega, ker ste vstopili skozi vrata v zdravstveni sistem. Ampak to ne pomeni, da če imate vi duševno motnjo, da ste res bolnik, da imate res bolezen. To je velika razlika. Za depresijo ne vemo, kaj jo povzroči. Za anksiozne motnje, za 95% diagnoz, ki so v teh klasifikacijah za duševne bolezni, ni dokazana etiologija. Važno je pa to, seveda, vstopiš v zdravstveni sistem in si bolnik. Zdaj pa, če vstopiš na druga vrata, v socialno-varstveni sistem, pa nisi bolnik, si pa uporabnik. A ne, zdaj pa, če greš k psihoterapeutu, pa rajš rečemo svoj, da si klient. Ok? Dajmo ločiti, kaj je zdaj bolnik, pa kaj je bolezen, to ni isto. A ne, ampak, recimo, ko prideš ti v psihiatrično bolnico Polje, univerzitetno psihiatrično kliniko Polje, dobiš zloženko, kjer piše, schizofrenija je bolezen. Če bi bili resni v Sloveniji, bi mogli tako publikacijo in najti človeka, ki je odgovoren za to in bi mogli iti pred etično komisijo zdravniške zbornice, da širi neresnice. Ja, potem se pa vrnejo v silni jopič. Ok. Zdaj pa še o zdravilih za konc. Pridem še na to. Ko sem delal v psihiatrični bolnici Vojnik, smo vedno znova odkrili zelo veliko število zdravil, tablet, kje? Na WC-ju. Ok? In potem sem dobil v roke študije o tem, koliko psihiatričnih pacientov, ne samo v Sloveniji, širom po Evropi in tudi v drugih kontinentih, spoštuje in jemlje zdravila točno tako, kot bi bilo treba in točno tako, kot je zdravnik naročil in točno tako, kot se sestra priporočila. Kaj mislite, koliko? Tako imenovana compliance, se temu rečemo v angleščini. Compliance. 20%. To se pravi, da če imamo mi popolnoma, recimo, neproblematične psihiatrične paciente, ki pridejo v bolnico, sodelujejo, potem so odpuščeni in so mogoče še v veliki meri samostojni, popolnoma razsodni, da imajo lahko nadzor, ni treba nobene sestre, ki bi jo morala opozarjati, to so funkcionalni ljudje, jemljajo zdravila približno 20% kot bi bilo treba. To je ta veliki nadzor, o katerega govorimo. To je en oblag, en privid. Zdaj seveda, kot sem pa prej rekel, so pa primeri, kjer je to, da nekdo redno jemlje zdravila, izjemno pomembno. Ampak to so določeni primeri. In samo tisti, ki živi iz dneva v dan na terenu, tisti, ki živi v bolnici, pojma nima, pa se dogaja na terenu. Meni niso dovolili, da grem na teren v okviru službe, samo v okviru prostega časa in na obiske zdravnikov. To ni bilo v razpisu delovnih nalog. Tudi ambulantni psihiatri po normativih nimajo storitve obisk na domu. To je katastrofa, na katero opozarjamo že nekateri desetletja. In skupnostna pristop lahko deluje samo na terenu. In jaz pravim, tisti, ki so na terenu, dosti bolj vejo, kaj se dogaja. Vi ste omenila, recimo, imamo fajn
bolničarko, ki diha s temi ljudmi in seveda, ko ona da zdravilo, ker je odnos, bo seveda compliance, upoštevanje, da bo je malo dosti večji. To je ključ, če imaš ti zaupanje zdravnika. Če pa prideš ti v psihiatrične bolnice, kjer se ve, da povprečno vidi v enem tednu psihiater posameznega pacienta v razredu velikosti do 5 minut, to je že veliko, največ so v stiku strežnice pa snažilke s pacienti, potem so medicinske sestre, zdravniki pa skoraj pojma nimajo, kdo je kdo, oddaleč se spremlja. Na ta način se ne more vzpostaviti odnos, na ta način se ne more vzpostaviti tudi učinek tega. Tako da, kar se mene tiče, kapo dol, predvsem koordinatorji skupnostne skrbi, predvsem sestrami, to so bili moji najboljši in so še sodelavci, s katerimi sodelujem. Žal pa gre najmanj denarja v skupnostno smer, Ministrstvo za socialo, kot vemo, ta naš famozni zakon o duševnem zdravju, ki je sramota še vedno za nas, koliko let smo ga čakali in kaj je pol dosegel dvotirnost, ker hodim na Ministrstvo za zdravje intenzivno že od leta 2004, vem, da medsektorskega sodelovanja, to je katastrofa, kako Ministrstvo za delo sodeluje z Ministrstvom za zdravje. Ministrstvo za zdravje je nekaj razsulo, ne funkcionira. In tukaj bi seveda bilo potrebno sodelovanje, ampak kam gre pa največ denarja v Sloveniji? In to Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, je bila delegacija pred nas 2015, Mojca Drnovšek, ki je bila citirana, to dobro ve, in se trudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da bi nekaj naredili, ker Ministrstvo za zdravje vse blokira, vse reforme. Denar gre v psihiatrične bolnice. To je resnica. In en majhen košček gre pa tja, kjer bi bil najbolj potreben v skupnost. Katastrofa. In to Svetovna zdravstvena organizacija, mislim, da se vse to zmislil. Poglejte poročila, priporočila slovenski vladi, Ministrstvo za zdravje. Pravi, vaše zdravstvo je obrnjena piramida. Tam, kjer bi bilo največ denarja, potrebno ga ni, največ ga potrošite za staromodni način zdravljenja v bolnicah. Bazalja, žal, še vedno premalo prisotno. Tako da mene super, da končam, čestitam, da se tukaj dezinstitucionalizira. Seveda to poraja kup problemov, ampak ne nasedete tem, bi rekel, propagandi, tega čistunstva, medicinskega. Pa pred sebi, da bo pozdravljam. Zelo lepo, fajn. Je to dobro. Lahko je, prosim. Da vam dobro, je dr. Možina rekel, da je važen odnos, ne zdravilo. To se točno vidi, kot sem že prej omenila, imamo stalni kader po enotah. Ne samo v bivalnih, tudi v glavni stavbi. Mi že 4 leta izvajamo drug način dela, ki se mogoče sliši zelo strokovno konkurenco, to je kultura usklajenih odnosov, ki pa je zelo preprosta stvar, temelji na dobrih odnosih in na dobrem počutju. Na eni strani zaposlenih, na drugi strani pa stanovalcev. In naši zaposleni so lahko vsi si izbrali, na kateri enoti, s katerimi stanovalci bodo živeli, delali in pa tudi sodelavce. Tako da zaključene time, ki jih imamo na enotah in v bivalnih enotah, to so izključno vsi sami odločili. Seveda, da delajo tudi s tistimi, s katerimi se boljše ujamejo, ena kemija vem, da obstaja med dvema človekoma in jaz grem včasih kraj službo, če vem, da je eden drug od sodelavcev, ko pa kak drug dan. Tako da lahko delajo s tistimi zaposlenimi, s katerimi so se ujeli, kar pomeni, da radi grejo v službo, se dobro počutijo in s tem tudi več dajo stanovalce. Na drugi strani so pa stali tisti, ki zelo dobro poznajo stanovalce, kot sem prej rekla, oni dihajo z njimi, oni so praktično več časa z njimi, kot smo svojimi domačimi, in točno vedo, ko je kakšna sprememba, kar pomeni, da zelo dobro poznajo stanovalce, več jim lahko dajo in s tem se tudi stanovalci boljše počutijo. In ko se stanovalc dobro počuti, ti dobiš toliko nazaj, da se spet ponovno, to je sklenjen krog, kar pomeni, da se tudi ti potem boljše počutiš.
za to. Zato svetujem, imejte stalne kadre, pa če je le možno, da si zaposleni nekako sami odločijo, kje, s katerimi stanovalci bi želeli delati. Hvala, sem to vse. Hvala. Zdaj smo nekako naredili ta pregled, ampak smo se že lotili zdravil, ki v neka druga točka, pa bi pol mogoče kar bolj konstruktivno šli na neke rešitve, pa tako naprej, če pogledamo neke te evropske usmeritve na področju duševnega zdravja, če smo čez konkretni denar, ki ga Evropska unija daje za to področje, gre v smer dezinstitucionalizacije oziroma zapiranje oziroma transformacije ustanov. Zdaj, situacija v Sloveniji je pač malo čudna, ker imamo na eni strani obnavljene institucije in grejene novih domov, ampak kljub temu se pojavljajo novi izzivi in bo vedno več te neke skupnostne oskrbe in tudi ta vloga nekih teh pristopov, individualiziranih, terenskega dela, mobilnih timov in tako naprej se veča. Tako da v bistvu v tej smeri tudi ta preobrazba domov na Krasu bo šla. In zdaj me v bistvu zanima, kako vidite prihodnost teh zdravstvenih storitev v skupnosti v Sloveniji. Nekatere rešitve predlagate, pa kaj vi v bistvu pričakujete v prihodnosti nekaj zdravstvenega sistema. Mogoče Bonček, ki si zadnji slajd, pa mogoče tako začneš, kaj lahko izboljšamo. Ne vem, da sem nekaj stvari z moje strani malo napisal, se ste že si prebral, tako da ne bi niti ponavljal. Mogoče sem prvega malo komentiral, ko pišemo načrt, ko uporabnik piše načrt, bolj najbolj prav, skrb za zdravje, vsak načrt. In tukaj je zelo važno, zdravila tudi, ampak vse ostalo, kar se godi okrog tega. Se pravi, tem ljudem zagotoviti neke resurse, ljudi, neke storitve, ki jim omogočijo, da pravzaprav to, kar se mi trudimo ves čas, da ne rabijo hospitalizacije, da lahko živijo sami in tako naprej, in dejansko pomaga. Je pa to proces, ki, če pogledate zadnjo vrstico, kar je rekla Mojca Drnovšek, ki traja kar nekaj časa, ki se ga vsi skupaj učimo. Jaz kot koordinator se moram za vsakega človeka posebej naučiti, kaj je tisto, kar on potrebuje, nekega avtomatizma ni. Zelo pomembno seveda je, da storitve so na voljo, da jih lahko uporabimo, ker do pred kratkim je bilo tega katastrofalno malo, zdaj sploh s centri za duševno zdravje, da sta kolega in tako naprej. Vse stvari, moram reči, zelo popravljajo, tudi nevladne organizacije marsikaj ponujajo na višjem nivoju. In ta tek se mi zdi izjemno pomemben. Je pa, vidim pa to kot težavo v tem smislu, ker to ni lahko početi. To je delo, ki ima veliko ene konfuzije, veliko enega prilagajanja in to ljudje ponavadi ne marajo. Tudi če jaz zdaj o tem govorim, moram reči, da mi kakšen dan ne paše se spuščati v ta vrtinc in iskati neke variante, ker je dosti bolj udobno nekaj predpisati, nekaj reči, glede, za vas imamo pa to, pa ono, pa tretje, pa to še zapišemo, zapakiramo in gremo. In seveda v Sloveniji je težava, zato ker, kot je rekel dr. Možina, neke zgodovine nimamo, da bi se v letih naučili nekih strategij. In te strategije, se mi zdijo, to, kar zdaj počne Dom na Krasu, pogumno, to je tisto, kar je treba razvijati. Seveda, rabimo denar, rabimo ljudi, rabimo veliko potrpljenja, ampak na koncu bom rekel tako, ker nimamo dogovora na te vaše vprašanje, mi je rekel moj profesor, da se je smiselno pravzaprav ukvarjati samo s tistimi vprašanji, na katere ni odgovora. Ker tam, kjer je odgovor, je to pa se, je brez veze. Toliko bi jaz z moje strani. Jaz bi še povedal, da zaposlijo čim več medicinskih sester,
da ne ostane tako, ko je in da ne delajo problemov. Predvsem sestre, ne? Ne sestre. Ja. Meni se zdi, da kot je bilo zdaj, recimo na Poljskem, ki so ukinili pravico do splava, določene pravice, ki se že uveljavljajo, se nam zdi, da gre v pravo smer, so lahko zelo hitro odzete. Tako da prihodnost, če me vprašate, v Sloveniji je ta psihiatrični, klasični model, medikalizacija duševnih motnj tako močna, da bo vedno znova iz te strani prišle ovire. Vedno znova, ker tudi zelo denarno je zelo močna ta plata. Tako da bo treba se boriti. Recimo, ne vam povem malo Mojce Zvezdane Drnovšek o zgodbi Ministrstva za zdravje pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 2018 je bila sprejeta resolucija o nacionalnem programu za duševno zdravje po zelo velikem oklevanju. In takrat je bilo sklenjeno to, kar ste tudi omenil in kar je zdaj super, se nek premik, centri za duševno zdravje. Ne samo za odrasle, tudi za otroke in mladostnike, 28 nek bi bilo, zdaj smo tam koliko so jih že 15-16 pokrenili. To se nekako poraja. Ampak, a Ministrstvo za zdravje na tem področju res je tisti glavni akter? Ne. Tam je nastala ena delovna skupina na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer sploh ni jasno, kakšno je zdaj razmerje med njimi in Ministrstvom za zdravje, namesto da bi Ministrstvo za zdravje to počelo in še, bi rekel, pohvalilo, da to delajo tako, kot maleno gverilo, a ne da te stvari uresničujejo. Tako so te razmere. To se pravi, če ne bilo recimo takih ljudi, kot je Mojca Zvezdana Drnovšek, pa mogoče še par, a ne se ne bi čisto nič premaknilo. Večina slovenskih psihiatrov se zelo dobro počuti v bolnicah, verjemite mi. In če smo se kaj naučili tudi iz drugih držav, ne pričakujte, da bodo reforme pa spodbude za premik v skupnost prišle iz bolnici do psihiatrov. Sigurno ne. Od vas mora priti, od uporabnikov, od svojcev, od ljudi, ki delate na terenu, pa mogoče od takih malo čudakov, kot je Zvezdana, pa jaz, da boste dobili tudi mogoče malo podpore v tem smislu, da to meglo mogočnosti in neke kao strokovnosti klasičnega psihiatričnega modela malček razkladimo. To je prihodnost. Borba in bo trda in bo šlo lahko na slabše. Pa bi mogoče potem z vama iz zbornice nadaljeval, pa da zaključimo z kolegicama, ki ste v zavodu, da mogoče pol na konc terensko, pa če lahko prosim. Ja, saj sem imela občutek, da ste me že ne dvakrat pogledali. Ja, res. Ja, jaz bi želela malo kakšno stvar replicirati in se moram tudi z vami, gospod Možina, strinjati v nekaterih zadevah, da je na terenu ena velika kreativnost. Če kdo zdravstvena nega se tega terena zagotovo ne boji, se zaveda vseh priložnosti in seveda tudi vseh pasti na terenu in seveda kreativnosti. In to, kar ste vi rekel, gospod Bojan, jaz diham z vami in vem, kakšna velika odgovornost in kreativnost in koliko in samo iniciative, iznajdljivost in vsega tega je potrebno in se ljudje potem utrudijo, da je bistveno bolj elegantno, bolj enostavno delati po enih zelo predpisanih pravilih v zaprti inštituciji, tako kot je tudi zdravnik povedal, z distance na varnem. Če kdo zdravstvena nega se tega holističnega pristopa do človeka še kako zaveda. In naša edina prava pot in se mi zdi zelo smel cilj bo moral biti multidisciplinarni pristop in povezovanje. In ne težnja, tako kot ste lepo povedal, vsak ima svoj izraz za svojega pacienta, bolnika, klienta, uporabnika, vsak ima svoje storitve. Tisto, kar smo morda zdaj tudi dognali s pomočjo centrov za duševno zdravje, je to,
da se bodo znotraj centrov za duševno zdravje mogoče prvič res konkretno povezali različne profesije ob zavedanju, da smo strokovnjaki tukaj ne zaradi svoje stroke, ampak smo zaradi naše osrednje točke delovanja, to je pacient, bolnik, klient, uporabnik, kakorkoli bo že rečemo. In ko bo to zavedanje, potem bomo vsi zmagovalci, potem bo od tega imel največ uporabnik in nam bo najlažje. In če želimo, da bomo na terenu lahko kreativni, moramo imeti znanje. Brez znanja žal tudi kreativnosti ni. In vi, gospod Bojan, ste to tako lepo napisal. Imam tudi jaz pravico se to naučiti. Imam jaz pravico biti o tem obveščen, ozaveščen, podučen, kakor vse imamo veliko lepih slovenskih izrazov. In jaz prva zadeva, ki jo tukaj vidim, je tudi ta, da se izobraževanje tudi za pristop v skupnostni psihiatriji začne dogajati multidisciplinarno. Da moramo biti mi tisti pobudniki, da bomo združili različne veje znanja, različne plati videnja in bomo na koncu seveda zagotovo imeli najboljše rezultate. Zelo daleč tisto, kar je seveda tudi ena moja kritika, sploh več ne vem komu, ker bi težko rekla sistemu, ker sistem še se ga ni, se ga izgrajujemo. Saj ste lepo povedal, imamo sistem hospitalnih obravnav, ki deluje, ki poteka, ampak tega na terenu pa izgrajujemo in toliko dober bo, kolikor bomo na začetku vsi skupaj dobro zastavili. In dve stvari sta velika priložnost. Ena je ta, da prav preden sem odšla sem k se je sestala zdaj že moram reči, da njih četrtič, posebna delovna skupina v okviru strokovnjakov z področja zdravstvene nege na področju duševnega zdravja, ki tesno sodeluje tudi z prej omenjeno zdravnico Drnovškovo, tudi z profesor Švabovo, malo bolj težko nam gre pri pediatrih, pri pedopsihiatrih, malo bolj počasi, ampak mi želimo vse, ki jih bomo, naše strokovne sodelavke in sodelavce, ki jih bomo poslali na področje dela, na področju duševnega zdravja v skupnosti, dodatno izobraziti in dodatno pomočiti. Vi ste na začetku lepo povedal, medicina ima to pravico, da se izobražuje 6 let formalno in 5 let še na specialističnem področju. Tudi vsem ostalim sodelavcem, ostalim strokovnjakom je potrebno in nujno in neizogibno ponuditi dodatno znanje. Mi bomo to pripravili za vse izvajalce z področja zdravstvene nege, vključili multidisciplinarno v to izobraževanje tudi socialne delavce, tudi psihologe, tudi psihiatre, tudi pedopsihiatre. Izključno zato, da bodo opolnomočeni, da ne bodo delali škode. Ker en model še ne pomeni, ki dobro funkcionira v inštituciji, še ne pomeni, da dobro funkcionira v skupnosti. In to je tisto. In tisto, kar mislimo, če se pa sfokusiramo zdaj na težavo, ki pravimo, da jo imamo, da imamo eno intervencijo, ki tako zelo vpliva na well-being, na dobro počutje, na zdravo življenje, na zdrav življenjski slog, da je to seveda tudi določena terapija, pa tudi, če je pri nekom, ki je preobčutljiv na gluten, prehrana brez glutena, ker tudi temu bi se lahko reklo terapija, pa če je nekje pa to antidepresiv, pač antidepresivna terapija,
da smo skupaj z Ministrstvom za zdravje, mogoče ste opazili, pobudo, ki jo je podpisal minister Janez Poklukar, dali pobudo, da se pripravi nacionalna poklicna kvalifikacija za poklic negovalec, ki bi se izvajala na način, da se vsak, ki bi v to nacionalno poklicno kvalifikacijo vstopil, moral obvezno izvesti vsaj 480-urno izobraževanje z usposabljanjem. Vsak, ki bo uspešno opravil to izobraževanje z usposabljanjem, bo dobil tudi kompetenco za razdeljevanje vnaprej pripravljenih zdravil, tudi kompetenco za povijanje nog, za kompresijsko terapijo, oskrbo, če že želite, in tudi seveda tudi za merjenje krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom, skratka, ampak ne na način, da bomo se šli to, da sem danes oskrboval toliko časa moje starše, zdaj sem pa zato verificiran, zato, da bo to ustrezno znanje, zato, da bo nekdo tudi vedel, kaj je nek stranski učinek, zato, da bomo prepričani, da ti ljudje tudi vejo, kaj pomeni odstopanje pri krvnem tlaku za 20 mm navzgor ali pa navzdol, pri 35 let starem človeku, pri 18-letniku s posebnimi potrebami, pa pri 80-letnem starejšem občanu v terminalnem obdobju v fazi paliativne oskrbe. Jaz tukaj vidim idealno priložnost tudi za vse, ki so zaposleni kot varuhi, ki so zaposleni kot koordinatorji, da najdemo ta evropska sredstva, da jih vključimo v ta program, da jim damo možnost, da jih opolnomočimo, ker če imamo znanje, smo toliko bolj, seveda, tudi kredibilni, toliko bolj samostojni in toliko manj stisk povzročamo. In jaz mislim, da je to naša dolžnost. Na Centru za poklicno izobraževanje so te zadeve v intenzivnem teku. Jaz sem prepričana, da bomo to mi uspeli tudi na nek način program pripraviti do konca leta in da bi zelo hitro ta program morali tudi izvesti in dodatno opremiti vse s temi znanji in potem mislim, da bo to vprašanje rešeno z odgovorom, da bomo lahko varni tudi na tem področju. Ne bo pa šlo in tudi ne bi bilo čist prav, če bi tukaj spregledali tudi povsem ali pa obšli in skozi brg bomo vključevali tudi seveda farmacevte. Jaz mislim, da lekarniška dejavnost, kakršno imamo v tem trenutku v državi, je še vedno zelo, zelo dobro urejena. Mi še vedno imamo mrežo in ta zakon, ki je bil zdaj predlagan, na katerega smo se tudi pri nas intenzivno odzvali, ki bi krčil to mrežo teh lekarn, bi bil izredno, izredno slab, zlasti za primestno, ruralno okolje, bi se nam lahko zgodilo zelo enako kot s poštami, ker so jih po tekočem traku začeli zapirati, ne bi bilo konkurence, skratka tega tudi ne smemo dovoliti. In zakaj nam lekarne ne bi pripravljale vnaprej zdravila v odmerjenih količinah, v terapijo, ki se dnevno ne spreminja, ki je varna, ki se lahko tedensko prinaša v neko bivalno enoto, kjer potem dejansko za to ustrezno izobražen zdravstveni kader samo izvaja neko svetovalno vlogo, neko
neko funkcijo, seveda še vse naprej, tudi kontrole, oziroma bolj kot ne, usposabljanja in izobraževanja. In to je tisto, kar je pravo, se misli. To je pobuda zbornice zveze in mislim, da bi mogla zaživeti. Poslušajte to, jaz sem dva tekvita, uporabnica 4 tega doma. Poslušajte, kaj pa, če ta pacijent vaš kao, ne, na kovaju, zdravila ne potrebuje, ker jih pač se počuti dobro in sam ve, kaj rabi, ne? Kaj ti medicinska sestra, doktor, pa kaj sem kakšen tehnik, ne ve, kaj rabi, ne ve, v kakšni koži je, ne ve, kaj se me je zgodilo v preteklosti, v mladosti. Ne razumete? Celo. Hvala lepa. Če bi se lahko... Mogoče še zadnje 3, ki si niste bili še kaj dodali, pa mogoče pa odpremo debato ali pa kar začnemo tako da želite. Mogoče bi še sam dodala, mi imamo eno izkušnjo v skupnosti, ne vem, če je to pri vas tudi zaživelo nadzorovano obravnavo iz bolnišnice. Maste vi to? Ja, sem tu vodi bolnišnica Idrija. Ni veliko tega. Ni veliko, ne? Jaz mogoče tukaj vidim nek začetek. Vas je menda več. Ja, da bi bilo več tega. Oziroma, na terenu imamo mi toliko služb, patronalne pomoči na domu, nadzorovano obravnavo. Zakaj ne bi to nekako vezati, kot ste rekli, multidisciplinarno? To pa tako vsak po svoje nekako dela, ne? Jaz mislim, da je tu rešitev v povezovanju teh služb, vseh služb pa z namenom, da pomagajo temu uporabniku, ki živi v skupnosti. Prej sem govorila o bivalnih enotah, to je le večkrat drugače organizirano življenje doma, spet nekaj drugega, tam pa mogoče res podpora vseh teh služb, ki se bi nekako povezane. Tu vidim neko rešitev. Če se predstavim, sem Ana Kovažik, prihajam iz Čiraških lekarn. Tukaj smo sosedje in sodelujemo z domom na Krasu. Farmacevti sami vidimo je velik izziv v zdravljenju zdravili, tako v domovih kot v bivanjskih skupnostih. Tako kot ste že prej omenila, težave, ki jih zaznavali pri strokovnih nadzorih, so bile zaznane tudi pri številnih magistrskih ali pa specialističnih nalogah iz našega področja, farmacevtskega. Delček stvari tudi opažamo pri vsakdanjem delu. Neke sistemske rešitve za uporabnike, ne po domov, ne po bivalnih skupnosti ni. Je pa tudi moje mišljenje, da edina pot je multidisciplinarni tim. Zdravnik, medicinska sestra in v to bi bilo nujno potrebno vključiti še farmacevta, s temi znanji o zdravilih in tle bi bili lahko velika dodana vrednost v prenosu teh znanj, ne? Kaj skupaj, kaj deliti, kaj ne deliti, kaj v sondo, kaj ne v sondo. Mislim, tle ne bi se spuščala na to področje, ampak tega je ogromno, no? Tako da moja pobuda je znanost, ne? Je znanost in vključitev farmacevta v ta multidisciplinarni tim, kakorkoli. Tudi sama ideja o pripravi zdravil v lekarni na dolgi rok verjamem, da bo zaživela. Samo moramo še kakšen korak prej, verjetno, skupaj narediti. Pa mogoče v konkretnem sodelovanju bi pa prosila kolegico, ki dela tukaj v lekarni, se dnevno v stiku tukaj z domom, no? Ja, lepo pozdravljeni, jaz sem Danila Kovčica, soseda vaša. Mi smo v bistvu vsak dan v stiku, ali telefonsko, ali osebno, ali pa tudi večkrat na dan. Predvsem gospa Nito, ki je zadolžena za zdravila, mi dve zelo dobro sodelujemo. Jaz mislim, da bi lahko to sodelovanje zdaj, ko bo prihajalo do deinstitucionalizacije, še nadgradili. Verjetno boste rabili kakšne nasvete o shranjevanju zdravil, o aplikaciji. Tako da jaz sem pred par leti še z bivšo glavno sestro, sem bila tukaj na obisku in smo šli skozi popolnoma vse, kako se shranjuje zdravila,
kako se vodi evidence temperature, kaj je s hladno verigo, kdo ima kompetence sploh do dostopa do zdravil, ne. Predvsem takrat je bilo to izpostavljeno, recimo kot manko, da so zdravila shranjena po posameznih zdravilih, ne pa po pacientih. Zdaj vidim, da se to počasi stvar premika in da se je začelo hraniti zdravila tudi po posameznih pacientih, kar je sigurno pomenjen napredek. Sploh se mi zdi, da bo prišlo to upoštev pri bivalnih enotah. To je absolutno, da so zdravila po posameznih pacientih shranjena. Jaz upam, da bomo tudi naprej dobro sodelovali. Mogoče sem še nekaj vjavila, prej sem pozabila, za bivalne enote je to najboljše. Mi smo že par let nazaj šli na ta sistem, zdaj imamo ta sistem posod. Je pa še ena možnost, ne vem, mogoče tudi to odvisno od velikosti lekarne. Lekarna nam je za bivalne enote, imamo pač več lekarne, da tudi to možnost, da so vsa zdravila pri njih deponirana. Mi smo zelo blizu lekarne, kar pomeni, da mogoče vzamemo eno škatlico za enega stanovalca in imamo v bivalni enoti, ne pa vse tisto, kar je pisano za 3 mesece. Ja, se to je stvar dogovora. Tako, to je stvar dogovora. Ti potrebno potem hraniti take količine zdravil. Potem tudi razmišljamo, kako nas pač žal imamo, smo omejeni s prostorom in tudi bivalne enote ne bo kakšnih posebnih depojev in tako naprej prostora za to. In tako da ravno razmišljamo, vsem nekaterih bivalnih enotah imajo že zdaj tako en mesec, da ne še 3 mesece. Tako da to razmišljamo. To se da vse dogovoriti, v kakih konkretnih zadevah, sigurno. Odlični smo, če se dopolnjujemo, in vsak na svojem področju zagotovo ima svoj doprinos in če se vsi skupaj združimo, bo to zagotovo nekaj najboljšega. Lahko sem pomanj popri pa... Eno stvar, ko ste tukaj predstavnice. Jaz sem imel eno gospo, ki je bila tako v zelo slabem stanju, čist sedirana od verjetno od zdravila, od kombinacije, jaz to ne znam povedati. In slučajno imela sorodnico, ki je bila farmacevtka, delala v lekarni in je rekel, to ne gre. To, kar je na tem seznamu, je rekel, ne gre skupaj. In se je potem nalastno povezala s psihiatrom in tako naprej in so tisti seznam lepo prevetrila skupaj in je zdaj tako je 3-krat boljš, kot je bila prej. Zdaj imamo mi specialistko, ki se bo prav s tem ukvarjala. Ona bo pregledovala, to se imenuje farmakoterapijski pregled. Zdravnik bo z delovnim nalogom napotil pacienta k njej in ona pregleda terapijo, medsebojno delovanje zdravil in izda pač nek izvid, ki ga dobi v roko zdravnik in se potem on odloči, glede na tisto, ali neko zdravilo ukiniti ali zamenjati. Včasih vidim take sezname pri kakšnih mojih, da tako, sem čisti laik, se mi zdi, da ne vem, to je zelo področje. Jaz imam eno vprašanje za gospe iz Zbornice zveze. Na začetku ste omenili, da se izvaja toliko nadzorov in da ste prišli do ugotovitev. Mene zdaj zanima, glede na to, da se naši stanovalci bodo selili v skupnost, ali se ti nadzori bodo izvajali tudi tam in ali bodo kakšne izmenjave v teh smernicah. Nadzori se lahko izvajajo pri vseh, ki upravljajo zdravstveno dejavnost, tako da ni nikjer, ni razloga, da se ne bi, ampak nadzor sam po sebi pravzaprav ne pomeni zdaj tistega, na kar bi morali vi računati, pa ne vem, nekako misli, da bo zdaj z nadzorom se stvari uredile, spremenile, ne vem, da bo karkoli drugače. Vi ste tisti tam, ki pravzaprav delo organizirate in tudi najboljše poznate, tudi veste, kako. Seveda včasih, če so kakšne nepravilnosti take, da mislite, da jih sami ne morete, potem
sicer pa največ naredite res sami svojo organizacijo dela. Vi najboljše poznate tudi to, ko smo rekli prej, zdravstvena nega pravzaprav celostno obravnava pacienta. In vse to, kar je bilo prej rečeno, je smisel zdravstvene nege. Ta recimo aktivnost dajanja terapije je samo ena izmed mnogih aktivnosti, ki tekom celega dopoldneva, tekom celega dneva pravzaprav teče tudi za vključevanje te terapije. Tako da, ja, nadzor, če to konkretno sprašujete, seveda možno ja, če se bo karkoli tazga zgodilo, mogoče tudi kakšen izreden nadzor, ampak to ne bo zdaj tisto, kar bi, ne vem, a si želite ta nadzor, ne vem, s kakšnim namenom, no? Sem vprašala, pa recimo, če v enoti v podanski zmenjeni sestre in zdravila razdeli kakšen drugi. Aha, v tem smislu. Ja, v tem smislu, ja, seveda. Saj ste zelo smiselno vprašali. A veste, mi želimo s tem tudi upozarjati na sistem, na sistemske rešitve, da morajo biti. Ampak izključno samo zaradi tega, da bo boljš za vse, za tiste, jaz največkrat rečem, za tiste, ki ob posteli delajo, stojijo, pa za tiste, ki v posteli ležijo. To je smisel vsega tega. In ja, seveda, jaz sem lahko, obe vam lahko poveva, se pač moram vse nadzore jaz podpisati v tem trenutku. Mi pač želimo s tem samo izboljšati prakse, mi s tem želimo samo izboljšati kadrovski normativ. Mi sam s tem želimo povedati, da v domovih starostnikov, tudi v teh skupinah, v teh stanovanjskih skupnostih, se bodo vsi skupaj počasi spreminjali, se bodo dodajale še druge somatske bolezni. To več ne gre z enakim številom kadra, tudi strukturo kadra, ker so to polimorbidni ljudje postajajo, ker so vsi, imajo polifarmacijo, imajo, a veste, mnogo tega. In naš namen, nikakor ni namen, da bi mi vse želeli medikalizirati medicinskim sestram, to še na kraj pamet ne pride. Ampak mi bi sam želeli, da konkretno vsi dobijo zadovoljenih vseh 14 temeljnih življenjskih aktivnosti, od hranjenja, spanja, počitka, razvedrila, zagotavljanja verskih obredov in vsega, kar človek potrebuje za telo in dušo. To je naš način. In zato, če bi si kdaj kdo želel imeti kakšen naš strokovni nadzor s svetovanjem, pokličite, bomo z veseljem prišli. In včasih pomaga, da napišemo kakšno priporočilo, kakšen ukrep in se kakšen direktor potem tudi zgane. Prej ni šlo, potem se pa dogodi. In potem kar na lepem pride 10 vozičkov, ki bi že zdavni lahko prišli, recimo, invalidski, ki razbremenijo hrbtenico, noge, križ, pa še kaj za tistega, ki vsak tam dan. Jaz bi imela samo še eno vprašanje. Pred časom sem slišala, da ta zakon o dolgotrajni oskrbi, ko ga tako dolgo čakamo, da naj bi šel v parlamentarno obravnavo. In me zanima, ali, poslušala sem te osnove, ali imamo besedo tudi mi tukaj za to obravnavo skupnosti, ker se gre vendar za ljudi z dolgotrajno oskrbo. Se bojim, da nobeden od nas prisotnih nima nekega smisla. Gre se za naše uporabnike, gre se za ljudi, ko potrebujejo dolgotrajno. Kako lahko nas pišejo zakone tisti, ko... Jaz sem pa mogoče, ker malo poznam, to pa spremljam že 26 let, sem vedno se malo pohecala, šla pred penzijo, pred bo to sprejet, ker sem že leta 2009 poslušala. Jaz to bolj razumem pomoč tistim, ne kot so vaši stanovalci v bivalnih enotah, pač pa tistim, ki živijo doma. Ker tukaj pa potem se povežejo vse te
službe, kot smo prej rekli, in potem neka komisija oziroma ena ekipa, ki to potem oceni, koliko ki živi doma, potrebuje te pomoči. Seveda bo pa možno in se izbira, lahko bo nekdo, ki potrebuje pomoč, se odločil, da bo imel, ko bo šel v dom, bo imel pomoč na svojem domu, oziroma si bo tudi sam plačal kakšno pomoč, pa bo sredstva dobil. Това защита е съм да сильна хоспитализирана. Дерете на моя останено, да съм стопата да присилно. A imaš še drugo kakšno vprašanje mogoče? A lahko jaz provokativno vprašam, a mislite, da bi s to nacionalno poklicno kvalifikacijo z nekim nazivom negovalec, s tem obveznim izobraževanjem in usposabljanjem in s temi kompetencami lahko rešili tudi še kakšno drugo stisko, tako v instituciji kot v skupnosti? Ker se mi zdi, da zdaj imamo sistemizirana delovna mesta za bolničarje negovalce, teh pa nimamo. Denar za zavarovalnica, za zdravstveno zavarovanje seveda za ta sistemizirana delovna mesta namenja. In zdaj se na taka delovna mesta seveda nameščajo ljudje, ki nikakor ne zadostijo pogojem tega 3-letnega srednjega poklicnega izobraževanja. Tako da to bi bil zdaj nek približek temu bolničarju negovalcu. Mene zanima, ker ste prej rekla, da so to neka nova znanja, naštela ste pa potem samo nekaj spet čist somatske, fizične naloge, ki bo imel ta profil. Me zanima, kakšna bodo ta znanja? Bodo jih učili spet psihiatri o diagnozah in o zdravilih, ali bo to res skupnostno znanje, da bodo tam končno imeli glavno besedo tisti, ki delajo skupnosti? Ja. Ljudje z terena. Ne, gre za te 3 kompetence, ki jih je že prej moja strokovna kolegica omenila, ki zdaj dejansko niso v pristojnosti nezdravstvenih delavcev, ker so to to so zdravstvene intervencije, če jih dela profesionalec. Mi imamo večkrat velike dileme, a zdaj lahko doma, v domačem okolju, svojcu izvaja vse, zelo visoko profesionalne storitve, kot je tudi hranjenje po nazogastrični zondi, aspiracija globokih dihalnih poti, mama svojemu otroku s posebnimi potrebami. Ja, drugače je, ko se vstopimo kot profesionalci. Ker profesionalc seveda ima po 55. členu zakona o zdravstveni dejavnosti vse vrste odgovornosti. Strokovno, moralno, etično, kazensko. Mi imamo pravnomočno obsojene strokovne kolegice. Pogojno zaporno kaznijo, ker niso izvajale, ker so prekolačne kompetence, ker niso ustrezno odreagirale, o tem se ne govori, ampak te prakse so. In velika razlika je, ko smo mi v vlogi laičnega negovalca za svoje domače, oziroma ko smo v vlogi profesionalca, strokovnjaka. In zato pač te 3 intervencije, da bodo formalno podeljene, da ne bi nihče več delal tega brez znanja in brez formalne potrditve. S tem, da imamo izkušnjo, ker izvajamo tudi izobraževanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo socialnih oskrbovalcev. Ja. Se pravi, naše zaposlene diplomirane medicinske sestre, na vzoru tega smo potem tudi naredili čisto interno izobraževanje za naše tiste, ki pač nimajo tega znanja. Tako sigurno, oni se bojo počutili sigurno boljše, ker bojo to znanje imeli, pa seveda tudi s tem popolnomočen, sigurno. Da sigurno bi bilo to pozitivno. Ja, no to pričakujemo do konca. To se pravi, v socialnem smislu ne bodo in psihološkem čisto načutljive. Sam za to. Ne, veste kako, to bo
bodo za te dve vrsti specialnih znanj, eno za tega negovalca, ki bo široko, ki bo usmerjeno tudi v dolgotrajno oskrbo, tudi v pomoč na domu, ki bo imelo nekaj več znanja prav iz teh življenjskih aktivnosti, zadovoljevanja teh potreb, ko gre za spanje, počitek, odvajanje, izločanje, prehranjevanje in tako naprej. Tisto drugo specialno znanje, ko gre pa za skupnostno, tisto je pa širše, celostno, tisto je pa namenjeno izključno zdravstvenim delavcem, tisto je pa namenjeno za tehnike zdravstvene nege in za diplomirane medicinske sestre. In mi smo si v kadrovske standarde in normative napisali, da bi vsak tehnik zdravstvene nege v prihodnje, tudi zaradi kariernega razvoja, tudi zaradi plače, ker konec koncev vsi hodimo v službo, tudi zato moram pridobiti posamezno specialno znanje na ožjem strokovnem področju. Ker so znanja nekega tehnika ali pa diplomirane medicinske sestre na področju duševnega zdravja popolnoma drugačne kot na področju pediatrije, kirurgije, ginekološko-porodniške smeri. In tukaj smo videli to eno veliko priložnost in specialne znanja bomo najprej začeli delati prav tukaj na področju duševnega zdravja, če se nam zdi, in seveda tudi klinične specializacije, ki so nujne tudi za zdravstveno nego, ker v svetu je to poseben študij tudi za medicinske sestre in tukaj pač z nekim šnelkurzom ne bo šlo in tukaj moramo dati priložnost ljudem, da se razvijajo. Ja, mogoče sem jaz bi še vaš malo izval, potem prej dam še vam besedo. Jaz sem prej poslušal tudi gospe farmacevtke, vsega tega dela pa nekaj socialno delo vam izostane. Tako, ko ste zdaj govorili, da imajo različne zdravstvene kadre, različno znanje na različnih področjih, se nekako jaz ne bi strinjal, ker v smislu, da bi pa rabili neke socialne veščine, pa nek človeški pristop, pa kaj pomeni stigma, pa kaj pomeni institucije in tako naprej. In se mi zdi, da ta del manjka v zdravstvu, da se na ta način učijo, kako mislim. Tega še nisem povedala, mi smo prav zaradi tega, zaradi te preobrazbe družbe, spreminjali tudi program za tehnika zdravstvene nege. Jaz vam zdaj govorim samo o specialnosti, ki niso del osnovnega formalnega izobraževanja, ampak so nadaljevanje, vseživljenjsko učenje. Tehnik zdravstvene nege, ki se je začel izobraževati pred 2 leti, ima bistveno spremenjen izobraževalni program, v katerem je tudi, če jaz sem imela v roki predmetnik, zdaj so tudi vsebine socialne oskrbe, vsebine, ne zagrabte me za terminologijo socialnega področja, ampak dolgotrajne oskrbe, komunikacije. Prav bi zdaj poiskala na telefončku predmetnik, da vam pokažem, da smo ga želeli opolnomočiti tudi s socialnim delom, ker se zavedamo, da bo to v prihodnosti eden od pomembnih profilov za teren in tudi poklicni standard se imenuje zdravstveno-socialni asistent. In program je nastajal skupaj z socialno zbornico, mislim, da tudi z fakulteto za socialne vede in tudi pogoji za poučevanje teh stvari so napisani tako, da jih predavajo strokovnjaki z področja socialnega. Ja, to je pri tehnikih, ampak ti še niso, ti so še v sistemu in prihajajo na trg čez 2 leti. Ja, še kolegica. Ja, lepo pozdravljeni, Nina Terčun, medicinska sestra. Jaz bi imela en komentar in eno vprašanje. In sicer pozdravljam tale NPK, seveda
ste pa omenila, da bi dobili s tem nekako kompetenco za razdeljevanje zdravil, pa bi vprašala, zakaj pa bolničarjem ne date te kompetence? Ta kompetenca je v prenovljenem programu bolničarja tudi vnaprej pripravljenih zdravil. Se pravi, zdravila morajo biti personalizirano, vnaprej pripravljena, varno, to, kar sta obe magistri farmacije prej lepo povedali, to, kar je del zagotavljanja varnosti od priprave do razdeljevanja. Do zdaj v programu tega bolničar negovalec ni imel, zdaj pa tudi to je. Ampak stavimo na to. Seveda je pa spet omejitev. Gre za zdravila v obliki tablet, se pravi razdeljevanja perosterapije skozi usta, gre za neka zamazila in supozitorij sveče. Ni pa, seveda ne odstopamo subkutano, intrakutano, intramuskularno, intravenozno. Hvala. In še ponovila vprašanje gospoda Možine, kdo bo izvajal ta specialistični program oziroma kdo bo izobraževal te nove kadre skupnostni psihiatriji, a bojo to ljudje z nekih bolni, s klinik, a bojo to ljudje z izkušnjami iz terena? Mene sprašujete? Ja, ne. Pristop je, tako kot sem povedala, program, specialno znanje se pripravlja ob sodelovanju seveda dveh nosilk tega področja. Mi brez teh nosilcev zdravstvene dejavnosti programa tudi ne moramo delati, vendarle neke zadeve slonijo tudi na poznavanju zdravja in odstopanja od zdravja. In tam se tudi seveda zadeve morajo začeti. Drugač pa intenzivno ljudje, ki zdaj že delajo v skupnostni psihiatriji. Strani zdravstvene nege je prva, ki je zadolžena na tem področju, Jacinta Mlakar, naša kolegica, ki vodi skupnostni del področja zdravstvene nege v zdravstvenem domu Sevnica. Pa se mogoče sem še to ved, kam bo usmerjen program, bo to nadgradnja 12 modulov, ki so zdaj? Ja, ti moduli so, to bo, vsi, ki so opravili zdaj teh 12 modulov, mogoče, če ste vi že to opravili, a smo vam že priznali specialno znanje na zbornici zvezi? Ne? No, to bo specialno znanje, ki more obsegati minimum od minimuma je 100 ur. Mislim, da bo specialno znanje pripravljeno za 130 ur z preizkusom znanja, z veščinami, z vključitvijo v skupnostno psihiatrijo obvezno vajo fizično in potem podeljen tudi certifikat specialnih znanja. Hvala. Ja, a bomo mogoče kakšno vprašanje bomo zaključili, a boste res še zadnjo besedo Bogdana ali pa direktora Pološka? Ja, jaz lahko rečem, da sem zadovoljna s tem pogovorom, da smo razjasnili, pa saj odprli teme, ki se nas v prihodnosti nas bojo pač doletele, ki bomo srečali in da je to v glavnem skupnostna rešitev, da enostranske poti ni, da je sodelovanje multidisciplinarni timi, da to je naša prihodnost. En sam ne more nič. Skupaj bomo uspešni in upam, da... Z najboljšim sosedom, ne? Tako, z najboljšim, ja, sem mislila, da najboljše sosede, najbližje, ker s tem bomo rešili pač tiste probleme, ki jih srečujemo in ki jih pač že ugotavljamo in da bi bilo to pač najboljša rešitev za naše stanovalce in za prihod v lokalno skupnost. Da bomo lahko zagotovili tem našem, ne samo našem, tudi tistem, ki so mogoče že na terenu, ki bojo v prihodnosti potrebovali te storitve, da bomo te storitve tudi lahko zagotovili. Na nek varen, strokoven način
z neko podlago, z nekim strokovnim znanjem z vseh področij, prav tako socialnega kot zdravstvenega. Ker človek, že ko sem se 30-35 let nazaj učila, ko sem šla na to pot, smo se zmeram pač ta prvo, kar je bilo, da je človek celoten, holističen, ni samo roka, ni samo noga, ampak je človek s telesom in dušo in potrebuje, to pomeni, storitve oziroma pomoč na vseh področjih, oziroma tisti se potrebuje, tam, kjer ima primanjkljaj. Hvala za sodelovanje. Hvala gostom za besede dejanjem. Ja, tako. Gremo naprej.